Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo brali pozitivna sporočila s kart prehodu na vodovo. No, tukaj imam sicer nemške karte, Übergang in eine neue Ära. No ja, jaz ne govorim nemško, zdaj zadnje dni se pa trudim govoriti po angliško. Tukaj pri nas imamo namreč na izmenjavi eno dekle iz Španije in seveda govorimo po angliško. No in ker je bilo grdo vreme, smo šle pogledat Avatarja drugi del. No in prav ta Avatar drugi del je naslov Pot vode. In tako neverjetno, glejte, tukaj gor na teh kartah, naslovna slika so kiti in tukaj zadaj so delfini. Se pravi, prehod in čuvaji prehoda. To je Katarina Vidmar naslovila te dve karti naslovni. In vam bom tukaj ven prebrala nekaj pozitivnih sporočil, ker na konec koncev leto se počasi poslavlja. Kakorkoli smo že močno zakorakali v drugo polovico decembra, mogoče že delate bilanco, mogoče že razmišljate, kakšno je bilo to leto, česa bi želeli drugo leto več, česa bi želeli manj. In če jaz zase gledam, zanimivo leto je za mano. Na prvi pogled bi človek rekel, ja, izdala si novo knjigo, ko imajo čakre žur, zdaj je že skoraj tik pred tem, da bo prišel ponatis ven, se pravi, je že uspešnica, kaj bi še rada? Bilo je zanimivo leto. Premik mojih temeljev. Jaz sem imela kar zanimivo leto za sabo in da vidimo, kaj pa vam stvarstvo sporoča, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno ta trenutek, da razumete, da ozavestite in da nosite v svojem srcu. Prvo sporočilo je prišlo: podpora v nebovzetih mojstrov. Kličite vijolični žarek očiščenja. Vedno, ko vam je težko, ko čutite, da energije pritiskajo na vas, da energije grejo tako, kot da ste v nekem oklepu, mogoče vam srce vibrira in zaznate energije, mogoče je čas, da se naučite upravljati z energijami. No ja, tukaj vam dam povabilo, to bom v svoji šoli učila. Za vse tiste, ki vas zanima, kako upravljati z energijami, jaz vam povem, če ne bi imela tega znanja, ki ga imam, bi bilo zame res, še bolj zanimivo leto, kot je že. Ampak zdaj, kako prikličete na pomoč vijolični žarek očiščenja? Glejte, glede na to, da je dih osnovna energija in če vi pri vdihu rečete, kličem vijolični žarek očiščenja, in pri izdihu rečete, kličem vijolični žarek očiščenja, in vdihnete, kličem vijolični žarek očiščenja. Zdaj, če mene pogledate, kako jaz to delam? Kličem vijolični žarek očiščenja. Kličem vijolični žarek očiščenja. Dihaš in dihaš s tem, ko izgovarjaš, kličem vijolični žarek očiščenja. Kaj se zgodi? Zgodi se to, da vijolični žarek očiščenja dobesedno prihaja preko kronske čakre. In zdaj vam preberem sporočilo karte 12. 12 po numerologiji je povezovanje, povezovanje. Podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetlova. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. To je prvo sporočilo in takrat, ko vam je težko, dajte dihati vijolični žarek očiščenja. Takrat, ko občutite, da na vas pritiskajo energije, vdihnite vijolični žarek očiščenja. Ker boste videli, ta vijolični žarek očiščenja, ja, je vroč, je vročina, ampak nič ni narobe, če skuri vse, kar ni dobro. Ne nazadnje vam povem, vijolični žarek očiščenja skuri celo gube. Tako močno deluje, ampak res deluje. No, naslednje sporočilo je prišlo: blagoslov.
Čas je, da dobite v svojem življenju blagoslov. Jaz sem milosti polna. To je v bistvu majčkeno sem priredila besedilo Zdrave Marije. Jaz sem milosti polna. Blagoslovljena sem med ženami in blagoslovljeni so vsi, ki pridejo v stik z menoj. Začnite si to ponavljati. Jaz sem blagoslovljena. Jaz sem tista, ki sejem blagoslov. Vse, česar se lotim, se spreminja v čisto zlato. Vsi, s katerimi pridem v stik, so deležni blagoslova. Jaz sem boginja, ki nosi v sebi materinsko srce, polno svetlobe, sočutja, miline in topline. Dovoljujem, da se ta energija zliva na svet okoli mene. Mene podpira vse stvarstvo. Moja energija je nalezljiva, jaz sejem blagoslov. Naj se v vašem življenju zgodi blagoslov. Čas je za blagoslov. In prišla je karta, varno je ljubiti. Sledite svoji ljubezni, sledite temu, kamor vas kliče srce, kaj vam govori srce. Odprta sem za prejemanje in dajanje ljubezen. Stvarstvo mi pošilja dušnega partnerja oziroma ljudi, s katerimi se lahko povezujem, da grem lažje preko prehoda. Med nami teče čista ljubezen. Z našo ljubeznijo dvigujemo vibracijo zemlje. In ja, varno je ljubiti. In če živite v svetu, ki ni poln ljubezni, kjer lahko opažate 1001 pokvarjeno srce, nič hudega. Pač, zdajle se čistijo energije. Nič hudega ni, če opažate sprijenost sveta. Ja, prav sprijenost. Tudi jaz te opažam, ne nazadnje, ampak čemu dajem pozornost? Veste, to je tisto, čemu daš pozornost. Ker jaz dajem pozornost v to, kam želim, česa si želim več. Ne tja, kar je. Ja, seveda me zmoti vse tisto, kar je slabo in potem kakšni prijateljci tudi malo pojamram. Ampak na koncu ta pozornost, usmerjena energija, ko začneš usmerjati tja energijo, glejte, vse se spremeni. Ampak res vse se spremeni. No, če se zdaj vrnem na Avatarja, na včerajšnjo zgodbo. Meni je bilo sicer super všeč film, ampak sigurno bi dala več. Več bi dala, dobro, všeč mi je te podvodni posnetki, ki so veličastni, ampak več bi dala poudarku ljubezni, več bi dala poudarku, oni rečejo, Ajva, se pravi, boginja, mati zemlja te je slišala. Sigurno bi dala več pozornosti na to, ker jaz pač ne maram in ne morem gledati nasilja in sem skoraj pol filma bila takole, a je že konc, ne morem tega gledati, pač jaz res ne morem gledati pobijanje, ne morem gledati injekcij, ne morem gledati tega, da ljudje delajo oziroma živa bitja škodujejo eden drugemu. Pač to mi je grozno, da to sploh obstaja. Da lahko nekdo iz svojega pohlepa škoduje drugemu. No in ta pohlep, da škoduješ drugemu, ubijali so kite in vemo, da kiti nosijo vibracijo DNK zemlje, da nosijo svojim petjem, dvigujejo vibracijo zemlje, da je to tako močna in tako čista energija in da so kiti bolj inteligentni kot mnoga druga bitja in da imajo, recimo prav v filmu noter, da kiti imajo svojo modrost, filozofijo, da imajo svoje pesmi in da so najbolj inteligentna bitja na tem svetu. In te pohlepni ljudje so jih ubijali, zato da so prišli do, zdaj to je moje razmišljanje, do soka iz epifize in da v bistvu ta sok ustavi staranje pri ljudeh. In v bistvu to je bil razlog, da so pač ubijali kite. Se pravi pohlep. Pohlep, hudobija, maščevalnost. Všeč mi je ta film, zaradi tega, ker če gledam, na žalost živimo v tem svetu, ko pohlep delata svoje, ko ljudje iz svoje škodoželjnosti škodujejo sobratu.
so sestri. Res je žalostno, ampak po drugi strani pa kam dajem pozornost. Zdaj meni tle karte letijo na vse konce, kam dajem pozornost. Pojmo še na kakšno sporočilo za naslednje leto. Kam dajem pozornost? Kakšno bo vaše leto 2023? Ne vem, kaj se dogaja, ampak vse karte mi letijo z rok, da vidimo. Kakšno bo vaše leto 2023? Da vidimo. Zaupanje, mislim, da je to zaupanje. 7 je prišla ven. Povezovanje. Na svetu ste zato, da svetite z ljubeznijo. V ljudeh iščite njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Dovoljuj, da vidiš svetlobo v ljudeh, ker ti si svetloba, ki privlači svetlobo, in ti si svetloba, ki osvetljuje temo. In svetite z ljubeznijo. Vsak naj v svoji družini naredi svetlobo. Ampak ne, preden greste do svoje družine. Vsak naj v sebi počisti svojo temo. In ko gremo v svojo globino in v svoji globini počistimo svojo temo, se pravi svoje zamere, svoje sovraštvo, svoj pohlep, svojo preračunljivost. In ko bo vsak naredil to pred svojim pragom, drugače ne more biti, kot da je več dobrote na tem svetu. Drugače ne more biti. Ko bo vsak počistil svoj strah, ker prav strah je ta, ker nekdo iz strahu pred izgubo postane manipulativen, ker nekdo iz strahu pred izgubo postane ljubosumen in posesiven, ker nekdo iz strahu pred ne vem čem, pred izgubo, postane hudoben in zahrbten in preračunljiv v službi. Strah. Čas je, da se ga znebimo. Jaz vem, da zame je ena taka življenjska lekcija, ki se jo učim in ki mogoče sem se jo delček že naučila, je ta del, da je čas, da zaupam. Zaupam v pomoč stvarstva. Zaupam v to, da se bo vse v redu izteklo. In zdaj je prišla karta Nova moč. Nova moč. Ta karta je drugačna, kot je na slovenskih kartah. Glejte, nova moč. Kakšna boginja, ki samozavestno sedi med vrtnicami, mislim, da je to vrtnična boginja, in sporočilo. Zavedam se lastne moči. Prepuščam se božanskemu vodstvu. Čas je, da naredim korak naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Strah me zadržuje v nezadovoljstvu. Dovoljujem si občutiti moč. Zmorem. Delujem tako, kot sem vodena. Prepuščam se božanskemu vodstvu. No in pejmo še na zadnje sporočilo. Zadnje sporočilo za vas ta trenutek pa je, da vidimo, glejte tole, zaupajte v moč kristalov. Čas je, da začnete vibrirati na višji vibraciji. In lahko si pomagate s kristali, lahko si pomagate s kristalno glasbo, lahko si pomagate s tem, da več pijete, lahko si pomagate s tem, da jeste bolj zdravo hrano. Predvsem čas je, da dvignete svojo vibracijo. In ne mislite, da dvigate samo svojo vibracijo s tem, da ne jeste mesa. Ker poznam ogromno ljudi, ki ne je mesa, žrejo pa ljudi. Gre se za to, da našo zavest dvignemo na višjo vibracijo s tem, da recimo nehamo uživati umetna barvila. In pa bi rekli, kje pa so? Mogoče pa kakšno začimbo uporabljamo ali pa kakšno stvar, ki je pol pripravljena. Tu je polno nekih ejev notri, ki dejansko upočasnjujejo našega duha, naše možgane. Po drugi strani, kaj lahko še naredimo, da vibriramo na višji vibraciji? Več, ko občutimo hvaležnosti, bolj sigurno vibriramo na višji vibraciji. Prav hvaležnost je tista, ko rečemo, ta trenutek sem hvaležna za zrak. Ta trenutek sem hvaležna za streho nad glavo. Ta trenutek sem hvaležna za dopolnite.
Jaz občutim zdajle, ko govorim ta trenutek, sem hvaležna za to, da sem na toplem. Občutim tako močno povezavo, tako močno teče energija in prav hvaležnost je tista vibracija, ki ti najbolj dvigne ta energijski potencial. Ne meso, ne testenine, pa bela moka, pa ne vem kaj še vse, to, kar jemo, ampak to, kar je naša duhovna hrana. In v osnovi bi morala biti na dnevni bazi duhovna hrana za dvigant vibracijo, odpuščanje in hvaležnost. In naj vas s tem zapustim v današnjem videu. Dovolite si občutiti hvaležnost za to, kar je. In dovolite si občutiti sočutje in odpuščanje za to, kar je bilo. Spustite in pojdite naprej in naj bo vaš svet miren. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, da se v vašem življenju zgodi Božji blagoslov.